svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni. In kdor pride k meni, ga nikakor ne bom zavrgel. Kajti nisem prišel iz nebes, da bi izpolnil svojo voljo, ampak voljo tistega, ki me je poslal. Volja tistega, ki me je poslal, pa je, da ne izgubim nič od tega, kar mi je dal, ampak vse to obudim poslednji dan. To je namreč volja mojega Očeta, da ima vsak, kdor gleda Sina in veruje vanj, večno življenje, in jaz ga bom obudil poslednji dan. Kristusov evangelij. Dragi domači, sorodniki, prijatelji, vsi, ki ste se vzeli to uro, da bi pospremili Dušana svete maši in potem tudi grobu in k poslednjemu počitku. V jesenskem času lahko na številnih poljih in vrtovih vidimo ljudi, ki sejejo. Majhna semena padajo v mrzlo zemljo, kakor da so položena v grob. Moder kmet ve, kaj dela. Kadar se nam bliža smrt, ali se z njo neposredno srečamo, nas njena bližina navdaja strahom, ker ne vemo, kaj nas čaka po njej. Ko je Jezus umiral na križu, pa je vedel, kdo ga čaka, oziroma komu izroča svojega duha. Ko je Jezus tako trpel, umrl in vstal za nas, smemo verovati in upati tudi mi, da bo tudi naš pokojni Dušan za svojo smrtjo prestopil v drug svet, na katerem bo do polnosti presenečen. Želimo mu, da mu skrivnostni Bog povrne vse dobro, kar je storil za soljudi med svojim zemeljskim življenjem. Tega je polna tudi današnja Božja beseda. Danes smo zbrani ob njegovi žali, da mu svojo prisotnostjo izrečemo zahvalo. Tudi osebno se zahvaljujem pokojnemu Dušanu za dvakratno srečanje v bolnišnici. V prvem obisku je prepoznal v duhovniku Jezusovega namestnika in si ga je ponovno želel in prejel pred dobrim tednom vse zakramente, tam na gastro v sobi 3. Potem pa je še izrazil sam, da bi ga jaz tudi pokopal. In zato sem danes tu. Njegova želja povabiti k sebi v bolezni duhovnika naj bo navzoča tudi v nas. Vsem pa, ki tega ne zmorejo sami, in mi omogočimo, ko pokličemo duhovnika k bolniku, pa brez strahov, da se bo prestrašil. Če bi videli, kako je bil prijeten pogovor, čeprav v težkem stanju, in kako se ga vprašal, če želi prijeti tudi sveto obhajilo, oziroma če bo lahko prijel. In je tako pritrdil. Torej, ne bojimo se,
poklicati v bolezni duhovnika. Naj dobri Bog smrt pokojnega Dušana spremeni v novo življenje. Spomnim na misel o semenu na začetku tega razmišljanja. Vsem pa, ki ostajamo, naj Bog podari tolažbo in upanje na ponovno srečanje. Vse tako nam pravi naša vera. V svojem imenu in v imenu tukajšnjega župnika Jožeta izrekam iskreno sočutje in sožalje z obljubo molitve vam vsem. Dušan, ki pa živi v Bogu, ko si umrl za ta svet.